torej, da lahko predstavim nekaj značilnosti kmetijske politike od leta 2014 do leta 2020, to je to 7-letno obdobje, ko velja pač določena skupna kmetijska politika Evropske unije, za katero smo tudi pravzaprav v Sloveniji sprejeli določene usmeritve. Torej, svojo predstavitev sem si zamislila pod naslednjih vsebinah. Moj poudarek bo sigurno na tem, kaj prinaša nov program razvoja podeželja, nekaj je bilo že govora danes o tem, in o nekaj malega tudi o shemi neposrednih plačil, ki je gotovo tudi vsem vam že pravzaprav dobro poznana. Tukaj imam omenjenih še nekaj drugih tem, ki se jih bom morda samo na hitro dotaknila, če bo seveda za to dost časa in tudi zanimanja. Torej, če se najprej nekaj časa zamudim pri programu razvoja podeželja. Tukaj bi jaz želela povedati, da je program razvoja podeželja, kakršen zdaj je, bil potrjen s strani Evropske komisije in zaenkrat velja, nastajal v vsebinskem okvirju sprejete resolucije Zagotovimo si hrano za jutri, strategij, ki smo jih sprejeli za posamezne panoge in imajo tako kot resolucija neko veljavnost oziroma so bile pripravljeni ti dokumenti za obdobje do leta 2020. Vse skupaj je seveda bilo presojano v luči reformirane skupne kmetijske politike in teh relevantnih evropskih uredb in seveda proračuna, tako evropskega, ki je nam bil dodeljen, kot nacionalnega. Sama reforma, čeprav je njena, z te skupne kmetijske politike, čeprav je njena veljavnost leta 2014, vsi vemo, da je bila uveljavljena z zamudo enega leta tako pri neposrednih plačilih, dejansko pa tudi pri programu razvoja podeželja, saj je še letos, se pravi drugo leto tega 7-letnega obdobja, kot je bilo že dopoldne omenjeno, samo 22% teh programov potrjenih in pravzaprav večina Evropske unije še ne more uveljavljati novega programa razvoja podeželja. Naša tokratna izkušnja pri tem, ko smo pripravljali program pravzaprav in potem tudi v tej fazi usklajevanj in potrjevanja strani Evropske komisije, se je izkazalo, da ta zahteva sprejeta, pa ta zaveza sprejeta na evropski ravni, kar se tiče vseh teh evropskih skladov in tudi strategije Evropa 2020 kot neke temeljne usmeritve Evropske unije do tega leta, tudi v praksi zahteva več poudarka znanju, inovacijam in še posebej poudarjeno doseganju okoljskih ciljev v tem obdobju. Neko skupno ugotovitev, ne samo nas kot Slovenija, vseh držav članic, tudi komisarja smo slišali dopoldne, skupna ugotovitev je, da ta reforma ni prinesla nekega temeljnega pričakovanja, da bi bila bolj enostavna, da bi bilo njeno izvajanje in ukrepi bolj enostavni za kmete, bolj enostavni za administracijo, za plačilne agencije, pač pa nasprotno, ugotavljamo, da je na nek način še bolj komplicirana in zaradi tega se že predvidevajo in iščejo poti za poenostavitev. Na evropski ravni, ne glede na to, da, kot sem povedala, da šele zdaj začenjamo uveljavljati novo shemo neposrednih plačil in da večina držav še nima programov razvoja podeželja niti sprejetih in letos ukrepov ne bojo mogli izvajati, ali pa v zelo omejenem obsegu, se pa že pogovarjamo o novi reformi. Komisar Hogan ni izključil možnosti, da bi že leta 2017 pravzaprav poleg teh poenostavitev, ki jih zdaj pripravlja na pobudo držav članic in tudi nevladnih organizacij, da bi pristopil tudi k reformi. V kakšno smer? Pustimo pač, da se to bolj izčisti v naslednjih tednih in mesecih. Mi, ko smo iskali načine, kako uveljaviti reformo v Sloveniji, smo poskušali poleg tega okvira, ki sem ga prej omenila, slediti 3 ciljem. Temeljni cilj je samooskrba. Kaj razumemo pod samooskrbo? Samooskrba je najširši, po mojem razumevanju, najširši pojem za to, ne samo za to, koliko proizvedemo določenih kmetijskih proizvodov,
Pač pa tudi s tem ciljem samooskrbe razumemo to, da poskušamo v največji možni meri subvencije oblikovati, kolikor nam pač ta evropski pravni red dovoljuje, na način, da se spodbuja konkretna proizvodnja. Da se spodbuja potrošnja lokalno pridelane hrane. Tako da tukaj ne pride upoštev samo pač ti evropski ukrepi, ampak tudi seveda nacionalni ukrepi. Mi smo pač željo po boljši samooskrbi nekje zasledujemo s tem, da smo neposredna plačila v največji možni meri proizvodno vezali, da smo določili vstopni prag, višji kot je bil dosedanji, smo ga pač dvigali na 1 hektar z 0,3 hektara, da imamo pač maksimalno možne, pa pač na visoki ravni možne spodbude za ekološko kmetijstvo, ker tudi nimamo pač primerne samooskrbe, in da pač z nacionalnimi sredstvi razvijamo, poleg evropskih tudi z nacionalnimi sredstvi razvijamo promocijo. Drugi poudarek del samooskrbe je tudi to, kar je bilo danes izpostavljeno strani predsednika Državnega sveta, pa se ne bi prav posebej dosti ustavljala pri tem, ampak skrb za samooskrbo in za lokalno proizvodnjo je povezana tudi, kadar se pogovarjamo o recimo teh mednarodnih trgovinskih sporazumih. Dopoldne je bil omenjen sporazum, ki se pripravlja z Združenimi državami Amerike, nedavno je bil podpisan sporazum s Kanado. Vsi ti sporazumi pomenijo pač odpiranje trga, evropskega trga, s tem tudi slovenskega trga, k tem proizvodom iz tujine. In kjer je seveda zaradi tega za Slovenijo izredno pomembno, da ti sporazumi ne prinašajo, kot je bilo dobro izpostavljeno, da ne prinašajo lažje poti na naše trge za proizvode, ki izpolnjujejo nižje standarde, kot veljajo v Evropi. Namreč sklepanje takih sporazumov bi lahko vodilo seveda pri medsebojnem priznavanju standardov tudi do tega, da Evropa popusti pri svojih standardih. To ni v interesu evropskih kmetov, ni v interesu slovenskih kmetov še sploh ne, ki pač dosegajo visoko stopnjo kakovosti, in v smislu skrbi za samooskrbo je tudi naša drža, kar se tiče teh prostotrgovinskih sporazumov, tudi naša drža, kar se tiče gojenja gensko spremenjenih organizmov. Vi ste opazili na prvi prosojnici, omenila sem, da je to eno od področij, kjer bo aktivno naše ministrstvo v letošnjem letu, namreč Evropski parlament in svet sta sprejela direktivo, po kateri država članica lahko prepove gojenje določenih gensko spremenjenih organizmov, ki imajo sicer dovoljenje za gojenje v Evropski uniji. V ta namen, ko bo pač stopila v veljavo ta direktiva, bomo mi pristopili tudi k pripravi pravnih podlag, pač nekega zakona, predpisa, na podlagi katerega bo vlada se lahko odločila, da prepove ta obstoječi GSO, ki je že registriran in dovoljen za pridelavo v Evropski uniji, in vse naslednje, ki bi to dovoljenje dobili. No, če se vrnem nazaj k razvoju podeželja, poleg tega, da smo zasledovali cilj samooskrbe v pač največji možni meri, je seveda poudarek na mladih kmetih, na izboljšanju stanja okolja, in naš pomemben cilj je bil zagotoviti stabilnost kmetijstva. Zakaj to tako izpostavljam? Minister je dopoldne omenil, da smo bili mi v jeseni v situaciji, ko če ne bi pravočasno, ne bi vložili vseh naporov, skupaj z mnogimi vami, ki ste nam pri tem pomagali, če ne bi mi vložili teh naporov in program razvoja podeželja pripeljali do potrditve, mi zdaj, ko imamo subvencijsko kampanjo, ne bi mogli imeti kampanje za OMD plačila, imeti kampanje za ekološko kmetijstvo, za dobrobit živali in za vse ukrepe tega kmetijsko-okoljskega programa. Se pravi, cela vrsta ukrepov in pomemben del sredstev bi bil praktično polovico od tega, kar ponavadi izplačujemo na leto, se pravi 70 milijonov ali pa več, letos ne bi mogli transferirati v kmetijski sektor, če ne bi dobili odločbe pravočasno, če ne bi teh usklajevanj končali konec leta. In to je bil naš pomemben cilj. In zaradi tega jaz moram na tem mestu pač povedati, ker smo dobili tudi dostikrat taka vprašanja ali pa pripombe, da program razvoja podeželja ni bil usklajevan s socialnimi partnerji in strokovnimi inštitucijami.
Jaz moram povedati, da v 3-letni pripravi programa razvoja podeželja so bile tako socialni partnerji, vsi relevantni socialni partnerji, kot strokovne inštitucije, kot različne druge organizacije vključeni v njegovo pripravo, tudi drugi vladni resorji, konec koncev so bili vključeni v njegovo pripravo. In to, kar je Slovenija lani junija formalno predložila Evropski komisiji kot naš predlog programa razvoja podeželja, je bilo v največji možni meri usklajeno z vsemi. Jeseni lanskega leta je pa nastopila situacija, ko se ta program na Evropski komisiji ocenjeval stališča izpolnjevanja kriterijev evropskih uredb, kriterijev smernic, ki jih je Evropska komisija predpisala za izvajanje posameznih ukrepov in kriterijev doseganja ciljev, ki jih želimo s tem programom doseči, in tukaj so okoljski cilji precej pomembni, zaradi tega je bilo tudi na področju, kot je minister omenil, tega programa kmetijsko-okoljskega ukrepa tudi največ usklajevanj, ker je bila ocena komisije taka, da so predlagani ukrepi preblagi, da nekako povzemajo obstoječo prakso in prevladujočo prakso in da zaradi teh ukrepov, kot smo jih predlagali, ne bo stanje okolja nič boljše. Zaradi tega je bilo potem v zaključni fazi, je bil ta del programa tudi spremenjen in v zaključni fazi smo postopali tako. Mi smo imeli 3 tedne časa za pripraviti popolnoma, na tem delu popolnoma prenovljen ukrep in tudi nekatere druge stvari so bile za popraviti in v tistem času smo mi glede vseh vprašanj, kjer se je Slovenija lahko odločila tako ali drugače, smo se posvetovali s socialnimi partnerji in smo odločitve sprejeli skupaj na Svetu za kmetijstvo in podeželje, to je ministrov posvetovalni organ, ustanovljen zakonom o kmetijstvu, kjer sodelujejo predsedniki, v glavnem predsedniki vseh ključnih nevladnih organizacij in strokovnih odločitev. Tako vprašanje je recimo bilo vprašanje zgornjega praga za mlade kmete. In recimo premije za mladega kmeta, ki prvič vzpostavi kmetovanje. Te višine so bile predmet presoje Evropske komisije in komisija dajo določene predloge ali pa pripombe, ampak konkretna višina ali pa konkretni pragovi so bili naša odločitev. In tukaj smo se lahko posvetovali. Potem pa so bila vprašanja, kjer ni bilo možno posvetovanje, ker je bilo treba določene ukrepe popraviti, zato da so dobili ta okoljski učinek, in tam pa v tem delu pa resnično posvetovanja ni bilo. Zdaj pa mi dovolite, da vseeno še na kratko, ampak to še ne pomeni, mogoče še to ključno na začetku povedati, da to še ne pomeni konec procesa. To, kar je Evropska komisija potrdila, je program, ki velja v letošnjem letu. V uredbah, ki smo jih zdaj za izvajanje tega programa pripravili, od tega programa, od potrjenega programa nismo mogli odstopiti. Če bomo mi zdaj skozi razpravo z vsemi vami prišli do rešitev, ki bojo boljše, bolj življenjske, ki bojo še zmeraj imele učinke na okolje, pozitivne učinke na okolje ali pa kakšne druge pozitivne učinke, mi bomo lahko komisiji predlagali spremembo tega programa. Vedeti pa moramo, in o tem smo vas obvestili, da če želimo imeti spremembe uveljavljene v naslednjem letu, potem jih moramo pripraviti v prvi polovici tega leta, da jih potem Evropska komisija ponovno pregleda, da jih z njimi uskladimo in da lahko stopijo v veljavo pravočasno. Tako da mi smo že ta proces pričeli, dialoga z vami, prvi sestanki so že bili in če najdemo kje boljše rešitve, bomo vsi skupaj zadovoljni. Ravno s tem namenom, da bi s tem programom in s temi sredstvi v resnici dosegli cilje. Zdaj bom šla jaz mogoče čez te prosojnice bolj na hitro. Tukaj ste si že vsi lahko pogledali finančni okvir za tole obdobje. Tukaj je še po posameznih ukrepih razrez. Zdaj ukrepi se ne imenujejo tako kot v prejšnjem obdobju, ampak jih lahko vsi prepoznate. Prenos znanja in pomoč pri uporabi storitev svetovanja sta nova ukrepa. Nekaj podobnega kot prenos znanja bi bil podoben ukrep, to, kar smo imeli zdaj, ukrep 111, ampak v bistvu gre bolj kot ne za nova ukrepa, ki jo bomo začeli v bistvu tudi v letošnjem letu že izvajati. Potem je pa razdelitev do konca, če govorimo o samih sredstvih, bi povedala, da bi se ustavila mogoče pri sredstvih za ekološko kmetijstvo, ki so za ekološko kmetovanje, ki so
pomembno večja kot v sedanjem obdobju, kar je pa tudi logično, ker imamo več število kmetij raste, zaradi tega imamo tudi večje potrebe za ta ukrep. Skupaj ekološko kmetijstvo in kmetijsko-okoljski podnebni ukrep daje približno enako vsoto denarja, kot je bila v tem obdobju namenjena za ta isti ukrep, ki je bil v preteklem obdobju en ukrep, KOP ukrep. Potem za plačila za območja z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami, to so OMD plačila, imamo okrog 6% manj sredstev kot v tem obdobju, ampak to je sorazmerno s tem, ker je manjša ovojnica za razvoj podeželja. Dobrobit živali je nov ukrep, ki ga zaenkrat izvajamo samo za prašiče. Če bi tukaj še vključili kakšno drugo živalsko vrsto, bi bilo treba seveda sredstva dodatna nameniti in jih vzeti kakšnemu drugemu ukrepu. Več sredstev je za ta LEADER programe, poleg teh 52 milijonov, ki so iz kmetijskega sklada, prispevajo še sklad za pomorstvo in ribištvo in kohezijski skladi, tako da skupaj je 96 milijonov denarja. Je pa res, da ne izvajamo več ukrepa obnove vasi. Tako da toliko mogoče v sredstvih, ampak potem še kaj pri posameznih ukrepih, mogoče še kakšen komentar. Za izvajanje programa rabimo 7 uredb. Uredba, ki je že bila prva sprejeta, je tole za dobrobit živali, ta je že bila sprejeta. Potem sprejeta je bila to druga uredba za prenos znanja in usposabljanje in svetovanje. Potem tretja uredba, konec februarja smo sprejeli tudi uredbo za KOPOP, za ekološko kmetijstvo in plačila OMD. Vse ostale uredbe so pa še v pripravi. V zaključni fazi pripravi je uredba, ki ima to kratico, ki je še nismo vajeni, CLLD. Ta CLLD pomeni ta razvoj skupnosti, ki je voden od spodaj navzgor, v katerega so vključena sredstva LEADER in sredstva Evropskega regionalnega sklada, mislim, da tam okrog 36 milijonov in ribiškega sklada 6 milijonov, tako da vse skupaj 96 milijonov. Uredba za žled ukrep bo opredelila, kako se bo izvajala podpora obnovi gozdov, ki so bili poškodovani po lanskem žledu. Uredba o ukrepih za izboljšanje konkurenčnosti je uredba, ki rečemo investicijska uredba, bo nekje, če še malo damo v časovni okvir, ta uredba za ta LEADER pa bo sprejeta predvidoma v marcu, za žled v aprilu, ta investicijska uredba v maju in uredba za ukrep sodelovanje, ki je nov ukrep in ki mu namenjamo približno 20 milijonov, pa bo najverjetneje sprejeta šele konec maja. Po sprejetju uredbe je seveda tudi možno izvajati prve razpise, prvi investicijski razpisi. Najprej se predvidevajo razpisi za mlade prevzemnike nekje v juniju in potem še investicijski razpisi kasneje v letu. Glede prenosa znanja in svetovanja, mogoče ta ukrep, ki sem ga omenila in ki je skupaj, oba ukrepa, ki sta skupaj vredna okrog prvi 12,5 in drugi 10,8 milijona, mogoče par besed. Tu se bojo podpirali priprave, usposabljanj, tečaji za kmete. Eni so obvezni, to je tisti, kar morajo kmetje opraviti, zato ker se vključijo v ekološko kmetovanje ali pa v okoljske ukrepe. Druge vsebine so pa prostovoljne. Skratka, v prvem so pa lahko tudi druge vsebine možne, tako moram povedati. In zdaj v prvem letu in drugem letu izvajanja smo si zamislili predvsem ta usposabljanja namenjena pomoči kmetom pri izvajanju ekološkega kmetijstva ali pa okoljskih ukrepov, zato da bi se ti ukrepi prijeli, da bi bili pozitivno sprejeti. In ker predvsem okoljski ukrepi prinašajo določene novosti, da bi se to v praksi uveljavilo. Potem, medtem ko bojo druge možne vsebine najbrž razpisane kasneje, zdaj bomo predvidoma v enem mesecu pripravili naš predlog, katere vsebine bi se razpisale, ker to se bo z javnimi razpisi
oddalo te vsebine usposabljanja, bomo pa seveda sprejemali tudi predloge, ki bodo prišli tako strani nevladnih organizacij kot socialnih partnerjev o tem, kaj bi bila področja usposabljanja za kmete. Potem ne bi se ustavljala pri ukrepu kakovosti in združevanja proizvajalcev. Več informacij je na prosojnicah, kjer si lahko pogledate in seveda v samem programu razvoja podeželja. Bi pa povedala par zadev, kar se tiče naložb v osnovna sredstva. Tu imamo investicije na kmetijah, investicije za predelavo in potem investicije za infrastrukturo, kamor se uvrščajo agromelioracije in komasacije, pa izgradnja velikih namakalnih sistemov in ureditev gozdne infrastrukture, spravi gozdnih prometnic je tudi v tem ukrepu. Kaj je tukaj novost? Novost je ta, ni nič novega, to je bilo že predlagano v tistem programu, kot je bil usklajen in poslan lani na Evropsko komisijo v juniju, da je nižji strošek sofinanciranja in sicer se sofinancira 30% upravičenih stroškov investicije, potem pa so možni dodatki, 5%, če gre za nosilca na OMD-ju, nosilca, ki je vključen v KOPOP ukrep ali v ekološko kmetovanje in 20%, če gre za mladega kmeta, s tem, da pri investicijah se šteje, pač izpolnjuje ta kriterij mladega kmeta vsak, ki ni še dopolnil 40 let in je v zadnjih 5 letih prevzel nosilstvo, se pravi taki kmetije, taki kmetje imajo pač možnost uveljavljati 20% več sofinanciranja. V vsakem primeru pa je najvišja stopnja 50%, večja ne more biti. Možno je, da se izvede predplačilo, vendar je za to potrebna ustrezna garancija, ampak v določenih primerih bo najbrž to določilo olajšalo investicije. Novost je, da komasacije niso več samostojen ukrep, ampak je del ukrepa za agromelioracije, zaradi tega pa smo povečali priznani strošek komasacije se šteje kot neke vrste upravni strošek ali pa strošek upravnih del, kot nek splošen strošek, zato smo v celotni upravičenosti, pri upravičenih stroških priznavamo 85% za splošne stroške, ravno zaradi komasacij, ki so bile pač zdaj seveda v celoti sofinancirane. Kar se tiče namakanja, je treba povedati, da se namakalna oprema zmeraj šteje kot naložba na kmetijskem gospodarstvu, ko pa gre za nove namakalne sisteme, je pa možno pač za to primarno in sekundar, pa govorimo o novih namakalnih sistemih ali pa o tehnoloških posodobitvah s tem, da je pri slednjih zahtevan prihranek vode, kot je naveden spodaj. Za mlade kmete. Tukaj ta ukrep je bil nekoliko v čisto zaključku pogajanj spremenjen, ampak ta določila so bila usklajena na Svetu za kmetijstvo in podeželje. Kot upravičeni so kmetje, ki so stari med 18 in 40 let in prvič vzpostavljajo kmetijo. To ni ukrep, ki bi podpiral lastniški prevzem kmetije, ampak je to v tem, če se izrazim stujko, je to startup, podpora, se pravi podpora za zagon dejavnosti, če se izrazim lepše po slovensko, za tiste mlade, ki prvič vzpostavljajo kmetijo, pač ki izkažejo, da so z neko kmetijo začeli gospodariti. Pogoj pa je tak, da se pred samo oddajo vloge ta postopek lahko začne, ne sme biti pa zaključen in se zaključi šele potem po odobritvi vloge. 3 pogoji so, kaj se šteje za vzpostavitev kmetije. Eno je, tako smo si predpisali, da mora biti upravljen lastniški prevzem kmetije, drug pogoj je, da je ta mladi kmet vpisan v register kmetijskih gospodarstev kot nosilec in tretji, da vzpostavi knjigovodstvo na svoje ime.
Noben od teh treh procesov se ne sme ali pa zgoditi pred več kot 18 mesecev pred oddajo vloge. Tukaj je nek tak splošen rok v Evropski uniji 12 mesecev. Mi smo zaradi postopkov, ki so pri nas administrativni, kar se tiče lastniškega prevzema, daljši, potem si izpogajali 18 mesecev pred, nikakor pa ni komisija hotela se sploh pogovarjati o kakšnem daljšem roku, ker gre to za vzpostavitev. To je za tisto podporo, ki jo dobiš, ko začneš neko dejavnost, in tu se ni bilo možno pogovarjati o tem, da bi bil ta rok, kdaj lahko začneš, kdaj lahko prevzameš kmetijo, kdaj si lahko vpisan kot nosilec, ali pa kdaj je pač knjigovodstvo na tvoje ime več kot 18 mesecev nazaj od dneva vložitve vloge. Velikost kmetije, ta vstopni prag je bila tudi usklajena s socialnimi partnerji na 6 hektarov primerljivih kmetijskih površin, zato se šteje 1 hektar njive, 1 hektar njive je 1 hektar primerljive kmetijske površine, 2 hektara travinja ali pa 1/4 hektara vinograda ali pa intenzivnega nasada. Novo je bilo pa in to je bilo že predlagano od junija, novo pa je ta zgornji prag 80 hektarov in potem tudi ekvivalentno pri GVŽ-ju ali pa pri čebeljih družinah. Ne bom brala številk, ker so vidne na samem slajdu. Tukaj moram samo povedati, ker je zdaj v zadnjem času pa to taka aktualna razprava glede višine teh pragov. Ta podpora je mišljena kot pomoč za zagon profesionalne dejavnosti, se pravi nekoga, ki se poklicno ukvarja s kmetijstvom. Vi vidite, da imamo sicer 2 praga, mi smo potem dve plačili, ker naš osnovni predlog v juniju je bil, da je 30 tisoč evrov tista osnovno plačilo, potem pa glede na to, koliko je velika kmetija, je lahko ta premija večja za večje kmete in tole za ostale kmete, to velja za tiste, ki so kmečko zavarovani, za tiste, ki niso kmečko zavarovani, smo že junija predlagali nižjo vrednost, mislim, da je bila 5000 evrov in potem, glede na to, koliko veliko kmetijo ta mlad kmet prevzame, je ta premija rasla. No, tukaj določilo, po evropskih določilih je to pavšalno plačilo, ki ne sme biti odvisno od tega, kakšno izobrazbo ima kmet ali pa od tega, koliko veliko kmetijo ima. Tako da sta zdaj samo 2 plačili, 45 tisoč za tiste, ki so kmečko zavarovani in 18 600 za tiste, ki niso kmečko zavarovani. V obeh primerih smo pa morali mi na podlagi kataloga kalkulacij, na podlagi statističnih podatkov, faktorskem dohodku in podobno dokazati, da je 6 hektarov primerljivih kmetijskih površin ali pa 15 GVŽ takšen obseg kmetijske proizvodne, da to omogoča izvajanje dejavnosti na nek profesionaliziran način oziroma da je s tem mogoče ustvariti nek primeren dohodek. Namreč Evropska komisija je bila mnenja, da je ta prag vstopni absolutno prenizek. Tako da razpravljati o tem, da bi ga znižali, v okviru tega, da bi znižali ta ukrep, da bi znižali prag glede vstopa v ta ukrep, je praktično ni mogoče, ker smo morali že za to velikost dokazati, da je to dohodek za eno polno moč, sicer bi morali ta prag, če bi sledili predlogu komisije, zvišati. Kar se tiče, mislim, toliko v pojasnilo. Zdaj, kar se tiče tega ukrepa KOPOP, ki dobiva tudi razne sinonime zdaj pri teh porodnih težavah in vprašanjih, bi pa želela jaz povedati uvodoma, da jaz vso to slabo voljo ali pa vprašanja, ki prihajajo s terena, pravzaprav razumem. Ker mi smo 3 leta delali na enem konceptu ukrepa, ki je temeljil na to, da smo imeli, ne vem, čez 60 možnih zahtev, rečemo, sprav čez 60 aktivnosti, ki si jih lahko kmet prostovoljno izbere, katere bo izvajal, ki so bile pač ocenjene z neko vrednostjo. In se s tem ukrepom več kot toliko nismo ukvarjali. In potem, ko se je izkazalo,
da velik del teh zahtev, da je bil nesprejemljiv, ker je bil ocenjen, da ne bo nič prispeval k izboljšanju stanja biotske raznovrstnosti, voda, narave, podnebja, česarkoli povezanega z okolji. Nekatere od teh naših predlogov zahteve so bile gladko črtane, druge so pa morale dobiti nekako večjo težo, nekako bolj sigurno jamstvo za učinek in predvsem je potem bil določen tak koncept, da kmet, ko vstopi v ta ukrep, mora izvajati vsaj enega ali pa dva taka močnejša ukrepa z boljšim učinkom in potem se lahko izbere še iz nabora kakšnega drugega. Tako da prvi kriterij je bil pač ta, kaj prinesem s tem ukrepom k okolju. In jaz bom tukaj dala dva primera. Glejte, na področju sadarstva vinogradništva je bil naš temeljni ukrep negovana ledina. To je to, da pač kosiš med vrstami, da ne obdeluješ. Ta praksa je v Sloveniji prevladujoča 20 let, razen na Primorskem, kjer zaradi klime pač se v vinogradih zlasti še tla obdelujejo, pa parolkah. Zato s tem, da mi plačujemo nekaj, kar se že dela, se nič ne prispeva, zdaj jaz govorim tako, kot je pač bil argument komisije, se nič ne naredi za okolje, to je pač dajanje denarja za nič in tak ukrep ni bil sprejemljiv, smo pa potem naredili neke modifikacije tega ukrepa, ki so pa potem šle, ki pa potem zdaj se razumejo, da imajo nek okoljski učinek in so se priznale kot okoljski ukrep. Se pravi, prvo je bilo pač ta presoja, ali z nečim, z neko prakso, ki jo plačujemo, delamo nekaj boljš, kar je sedaj praksa in bo s tem okolje nekaj pridobilo ali ne in prvič bo treba znati to dokazati in izmeriti, kakšen je učinek. No, potem je pa kriterij plačil. Kot okoljski ukrepi se lahko plačajo samo tisti stroški, ki so dodatni, ali pa to, kar smo zaradi neke prakse, ki je prijazna do okolja, izgubili na prihodku, na pridelavi. In ni tukaj, glede pri višini plačil, ni bilo praktično nobene razprave. So pa omejitve, seveda. Mislim, da imam tudi tukaj spodaj napisano, koliko je pa lahko največji seštevek plačil za različne ukrepe, za njive 600 evrov, za trajne sade 900, za travinje 450 in potem še za ogrožene lokalne pasme 200 evrov na GVŽ. Tako da to je bila zgornja meja, tudi če bi si zamislili več ukrepov, če bi nekdo delal več ukrepov, je to pač zgornja meja. Kar je tukaj za izpostaviti je to, in na to smo tudi Evropsko komisijo opozorili, da so enake zgornje meje tudi za ekološko kmetijstvo. Tudi če se tam zračunajo stroški višji kot ti, za recimo na njivah, pri neki njivski proizvodnji, pa pri trajnem nasadu se večje premije ne morajo izplačevati, ker je to zgornja meja. Novo pri KOPOP ukrepih je, da komisija ni dovolila degresije nad 100 hektarov. Veste morda, da je v sedanjem obdobju, kdor je bil v KOPOP ukrepe, integrirano predelavo pošč in karkoli, vključen pa imel več kot 100 hektarov, nad 100 hektarji ni dobil nič. Mi smo potem bili že v štartu z Evropske komisije opozorjeni, da to ne gre in smo potem mi predlagali, da je nad 100 hektarov 50% plačilo, vendar tudi tega na koncu niso sprejeli. Pač niso sprejeli tega, da so potem, da češ nad 100 hektarov, zaradi tega, če ti eno prakso opustiš, pa imaš zaradi tega manjši prihodek ali pa če nekaj delaš z več stroški, je tudi po 100 hektarjih upravičeno, tako da to smo morali spremeniti, je pa delež priznanih stroškov višji. To še moram na začetku povedati, se tudi je napisano in sicer če gre za ukrepe, ki varujejo vodo, naravo, pač biodiverziteto ali pa ohranjanje krajine, potem se 100% priznajo stroški, koliko so v teh okvirih, ki so zgornje meje. Če gre pa za druge ukrepe, pa na 60% kalkulacij, s tem, da v tem obdobju smo pa priznali 41% kalkulacij. Tole so ti ukrepi, kot so našteti. In zdaj znotraj teh ukrepov se vsi kmetje, ki bi želeli,
se vključiti v te ukrepe, ne najdejo. Ali pa vsi tisti kmeti, ki so že zdaj bili v teh ukrepih, ne najdejo. Ker gre za neke nove prakse, tudi nekatere take, ki jih kmeti še niso preizkusili, pa jih je strah, če se izrazim s tem izrazom, ki se danes ponavlja. Zmeraj nas je strah tega, kar je neznano, česar ne poznamo in kar ne vemo, kako se bo obneslo v praksi. Mi smo zaradi tega za troje vrst ukrepov, ki so najbolj zahtevni po naši oceni, tudi dali pripraviti posebna tehnološka navodila, poleg teh splošnih navodil, in sicer za okoljski ukrep za vinograde, za sadjarstvo, pa za vodne vire. Jaz bi povedala mogoče samo nekaj na temo ukrepov vodni viri. Ker tukaj je bilo tudi v teh naših pogovorih zaznati precejšno mero nerazumevanja ali pa nepoznavanja tega ukrepa ali pa napačnih informacij, kar je po svoje tudi razumljivo, ker, kot sem rekla, ni bilo ta pravega časa za sprotno poročanje, pa za sprotno usklajevanje in ukrep se je spreminjal dejansko še do konca. Skratka, pomembno je vedeti, da zaradi obveznosti, da z javnimi sredstvi, ki jih iz programa razvoja podeželja namenjamo za kmetijstvo, moramo prispevati tudi k temu, da se izboljšuje stanje voda. Zaradi tega smo na vseh območjih, na prispevnih območjih za vodne vire, teh je okrog 35.000 hektarov v Sloveniji, predvideli ta ukrep, ki ni obvezan. Pač kmetje se lahko odločijo, da v ta ukrep vstopijo, ali pa tudi ne. Je pa neka taka mehka pogojenost, ker sicer bi se vsi kmetje, mi smo morali tukaj nekaj narediti, če ne bi se vsi kmetje odločili samo za ta ukrep poljedelstvo, ki je lažji, ti, ko so bolj zahtevni za vode, pa ne. Zaradi tega je pač neko določilo, da kdor se na teh območjih hoče vključiti v ukrep poljedelstva, mora vsaj 20%, oziroma če na Dravskem polju pa 30% svojih njivskih površin vključiti v ta ukrep za vodne vire. Kaj pa to pomeni? Zdaj, največ, če druge detajle spustim, povedati pa moram nekaj, kar je bil predmet takih pregledih razprav. Namreč ena od teh obveznih zahtev, ko se v ta ukrep vključaš, je, da uporabljaš samo tista fitofarmacevtska sredstva, ki so dovoljena tudi na najožjih vodovarstvenih območjih. In tukaj so se seveda vsi kmetje takoj ustrašili, ker je pač to v glavah vseh, da so tam velike omejitve. Ampak ta režim na vodovarstvenih območjih se je v zadnjih letih precej spremenil. To ne pomeni, da tam ne moreš imeti poljščin, koruze, pšenice, buč, česarkoli, pač pa do določenih sredstev, obstaja seznam sredstev, mislim, da jih okrog 30 sredstev, ki jih ne smeš tam uporabljati, zaradi tega, ker gre za predvsem herbicide, ki so lahko topni, ki zaradi tega na lahkih plodnatih tleh pač pridejo lahko do podtalnice, ogrožajo podtalnice, so se že pri monitoringih našli v podtalnici in zaradi tega so na seznamu nedovoljenih. Lahko se pa tam uporabljajo drugi herbicidi, drugi fungicidi ali karkoli je pač potrebno za kmetijsko pridelavo. In mi smo potem, da bi ta problem tehnološko razrešili, so se naše strokovne službe Kmetijsko-gozdarske zbornice, pa tudi drugih inštitucij, usedli in so preučili tehnologije za vse kulture, za koruzo, za žita, za buče, za vrtnine. In ugotovili, ali imamo vse tehnologije primerna dovoljena sredstva, zato da bi bila pridelava na teh območjih možna. In ugotovilo se je, da je za vse, razen za eno sredstvo, ki se uporablja pri pridelavi buč, na voljo alternativno sredstvo. Za tisto sredstvo, ki pa za to, kar pa manjka za buče, smo se pa dogovorili, da bo Kmetijsko-gozdarska zbornica dala prošnjo, da naša uprava za to, da se dovoli izreden uvoz, dokler se kakšno alternativno sredstvo ne registrira, zaradi tega, da bi bila tudi proizvodnja buč možna. Po zagotovilih strokovnih služb se lahko, tudi če se vključi v ta ukrep, na tistih površinah lahko gojijo vse klasične kulture, ki se gojijo v Sloveniji.
Tako da fitofarmacevtska sredstva so seveda nekatera dražja, ampak to se potem prizna v stroških tega ukrepa, ki se itak na vodah priznajo 100%. Najprej je bilo tudi nekaj slabe volje glede tega, ali se mora potem tudi na ostalih površinah, ki niso vključene v ta ukrep, ampak se bo poljedelstvo uporabljati samo ta sredstva, ampak potem se je to razrešilo na tak način, da če se vodi ločena evidenca za površine, je možno na drugih površinah pač uporaba vseh dovoljenih sredstev. Pri tem primeru sem se nekaj bolj ustavila zaradi tega, da bi na enem konkretnem primeru razložila, kako smo imeli zelo veliko slabe volje na terenu in še danes boste našli koga, ki bo rekel, da smo z okoljskimi ukrepi preprečili pridelavo na njivah, na 50.000 hektarjih njiv v Sloveniji ali pa na tretjini vseh njiv v Sloveniji. Ne? Prvič ta številka je malo visoka, drugič pa ne drži. Ne? Najdle so se tehnološke rešitve za to, da se ta ukrep lahko izvaja tudi tam, tako da jaz upam, da se zdaj razumemo in jaz bi rada videla, da se tudi podobni nesporazumi tudi drugod rešijo. Pri ekološkem kmetovanju ni veliko novega, več je sredstev, ker je pač več površin. Povedala bi še to, da je pri ekološkem kmetovanju 100% kalkulacija, razen za travinje. Povsod drugod se priznava 100% kalkulacija stroškov, razen če je presežen prag. Kadar je pa presežen prag, se pa seveda lahko priznajo samo tisti stroški do praga. Eno izjemo smo se priborili pri ekološki pridelavi semena, kjer se prizna več, kot je prag na njivah, ker gre pa za semensko pridelavo. Glede OMD, glede območjev za omejenimi dejavniki bi povedala dvoje. Pri okoljskih ukrepih sem nekaj pozabila. Dosti slabe volje je, ker ni več ukrepa za strme travnike pa strme vinograde. Tam smo imeli prej nek ukrep za nagib od 35 do 50%, pa nad 50%. Evropska uredba je tukaj popolnoma jasna. Bom poskušala razložiti čist na primeru travinja čist po domače. Zato, da dobiš neposredno plačilo, se pravi prvi steber zdaj, na travinju je potrebno, da enkrat na leto pokosiš. Zato dobiš, dobro, po starem bi dobil 109 evrov na hektar, zdaj, ker se neposredna plačila zbližujejo, počasi se bo ta razlika med njivami pa travinjem znižala, do leta 2019 bo to plačilo nekoliko naraslo. Zato, ker kmetuješ na strmem travniku, nad 50 ali pa nad 35, ali pa pač na območjih z omejenimi dejavniki dobiš dodatno plačilo, ker so tam višji stroški. Okoljskega ukrepa ni mogoče dobiti samo zaradi tega, ker imaš višje stroške na strmih travnikih. To, kar je zdaj okoljski ukrep na strmem travinju, to je ohranjanje habitatov na strmih travnikih. Se pravi, če je travnik nad 50% nagiba, kjer je tako in tako otežena košnja in raba, košnja sploh, no, če pa še drugo. Če tam je pač zdaj tak ukrep, ne, da kosiš samo enkrat, takrat ne pokosiš, ne vem, pač kosiš na nek način, ki je ročen, bodi si, da imaš to potisno kosilnico ali kakorkoli že, in ne pasaš. To je ukrep, ki tam ohranja posebne cvetlice, se pravi neko biodiverziteto, to ni ukrep zato, ker je tam težko kmetovati, ker tiste stroške je potrebno priznati preko ukrepa OMD. Tako da tisto ni ukrep za težje življenje in delo tam, ampak za skrb za tiste rožce. No, kar se pa tiče, zdaj pa pridem, to sem se zdaj spomnila zaradi teh OMD-jev. Mi imamo, se mislim, da je tudi razloženo še potem v nadaljevanju, ne, ta sistem točkovanja, kjer imamo pač nek fiksni del, ki je 55%, pa glede na vrednost točke pa pomenijo, kako težko je kje kmetovati oziroma koliko so večji stroški, zaradi tega, ker je strmina. Ta fiksni del, vsi veste, izhaja iz zgodovine, iz tega nekdanjega Robičevega sistema, ne, zaradi tega, da ni, ta variabilni del je pa po dejanskih stroških. Rešitev za te strme travnike je pač v tem, da za te travnike priznamo vrednost
tega plačila glede na vrednost strošk v celoti. Se pravi, da dejansko ti še vse stroške priznamo. To bo seveda pomenilo neko spremembo v teh plačilih, seveda, če se tam da več, se ve, kaj to pomeni in o tem se moramo zdaj pogovoriti, ker tega ukrepa ni možno imeti, če bi mi imeli ukrep košnja travinja na strmih travnikih, bi bilo to dvojno financiranje, ker te stroške treba priznati skozi ta ukrep, če so, oziroma v taki meri, kot so. Tako da to je razprava za prihodnje mesece in za spremembo programa razvoja podeželja. Reforma tega ukrepa bi itak mora biti narejena, mora biti uveljavljena z letom 2018, pač kakršna ta del, ki se nanaša na evropsko uredbo, ampak ne bom šla zdaj v detajle. Mi se moramo v naslednjih mesecih odločiti, ali bomo tem strmim travnikom, da se ne bojo zaraščali, priznali vse stroške. Pri vinogradih smo naredili tako, da smo te stroške za ukrep v vinogradništvu zračunali za strme vinograde nad 50 ali ne vem koliko nagiba posebej in imajo pač tisti višja plačila za točno tista dela, ki jih upravljajo v zvezi s tem okoljskim ukrepom, ne pa generalno. Generalni stroški višji vinogradov na teh območjih se mora pa tako kot za travnike priznati skozi ta ukrep. Novost pri OMD je pa to, da niso ta plačila, prej smo imeli 100% do 100 hektarov 100%, potem pa, kar je bilo nad 100 hektarov, pa polovico plačila. Zdaj, Evropska komisija je zahtevala, glede na našo velikost kmetij, da to degresijo začnemo, da že pri 20 hektarjih začnemo zmanjševati postopno to plačilo. To je bil pač nek tak trši oreh med pogajanji, ker smo pač povedali, da ne želimo imeti teh prerazporeditev, ker jih imamo že zaradi reforme na drugih področjih dovolj, pač preveč in potem na koncu smo nekako pristali pri tem, da se pri 70 hektarjih začne to plačilo zmanjševati, nad 100 hektarji je to potem še 40% plačilo za vsak hektar nad 100 hektarji, tako kot je tale lestvica, se to si sami lahko ogledate. Dobrobit živali, kot sem povedala, je za prašiče. Zaenkrat samo za prašiče rejci so želeli, to je edini ukrep, ki smo ga izvajali že lansko leto, čeprav programa razvoja podeželja nismo imeli potrjenega in ta ukrep je bil to dobra šola. Mi smo ukrep naredili na način, da smo ga napisali, Evropski komisiji poslali v pregled in ni imela bistvenih pripomb. Res pa je, da takrat evropske ti izvedbeni predpisi še niso bili vsi sprejeti. Rezultat po enem letu je bil, tole je najbrž nekje napisano, da so nam od 11 zahtev, ali koliko 12, priznali koliko 6. Nekaj tazga, ne vem, kolegice gledam, kje je kakšna kolegica, ampak v bistvu določenih zahtev nam po temeljitem pregledu niso priznali. Mi smo imeli lani tako uredbo, da bo zdaj to iz nacionalnega proračuna kmetom plačano, ker so to naredili, ampak Evropa ni priznala. Mi, če bi letos začeli program razvoja podeželja izvajati, brez njihove potrditve si lahko zračunamo, mislim, to sploh ne bi bilo v resnici možno. Ker za Evropska uredba to omogoča, da ti začneš prej izvajati ukrep, sam na lastni riziko. Če oni v taki obliki ne potrdijo, potem moraš to sam plačati. No, zdaj bi povedala sem še to, da so prašičerejci predlagali, da se ta prag razpolovi za vstop, da je lahko dovolj samo 10 plemenskih svin ali pa 50 pitancev, ampak to se bo potem lahko uveljavljalo z leto 2016, ker se letos ni moglo, ker ni bil še program potrjen. Mi smo mogli najprej program potrditi tak, kot je ukrep veljal v lanskem letu, za lanskega izvajanja in tak velja še letos, naslednje leto bo pač možno ta prag znižati. Glede ukrepov na področju gozdarstva in primarne predelave lesa, bi povedala, da imamo nov ukrep, ki sem ga že prej omenila, za obnovo gozdov po gozdu. 20 milijonov smo za ta ukrep namenili. Tukaj bo ukrep deloval tako, da pač kolikor bo vlog, toliko jih bo odobrenih, tukaj se bo priznalo, pač ljudje bodo dobili, ti lastniki gozdov bodo dobili sadike za ston, priznano jim bo delo za obnovo nasadov, pa tudi ureditev gozdnih vlak, ki so potrebne za sanacijo gozdov, s tem, da bojo morali imeti te vlake pač potrebna soglasja.
Glede naložbe v gozdarsko tehnologijo in predelavo, za ta ukrep je namenjenih pa 40 milijonov sredstev, ampak o tem bo kolega državni sekretar Miha Marenčeva v nadaljevanju najbrž povedal več. Jaz sem že prej nekaj povedala o tem ukrepu LEADER, ki se zdaj povezuje še, kot tukaj vidite, tudi z drugimi skladi in s katerih bojo po katerem bojo lokalne akcijske skupine predložile svoje strategije in na podlagi tega izvajale ukrepe iz teh treh sredstev. Nov ukrep je sodelovanje. Dostikrat smo ga že omenjali, namenjen je temu, da se razvija znanje, razvijajo novi produkti, novi projekti na način, da se upoštevajo potrebe iz prakse in da v teh procesih sodelujejo v prvi vrsti kmetje in potem seveda svetovalci proizvodnja, potrošniki, raziskovalne inštitucije. Ta ukrep, ker je nov, tukaj mogoče, zato bo tudi ta uredba zadnja, predvidimo spet šele junija in tukaj bomo se še usklajevali. Jaz mislim, da sem porabila najbrž svoj čas, tako da v neposredna plačila niso nova zgodba in jaz mislim, da je prav, da na tem mestu končam. Sem pa na voljo potem na koncu v razpravi, tako jaz osebno kot kolegice, za vaša morebitna vprašanja. Hvala lepa. Thank you.